Hvala organizatorju za tale dogodek in pa hvala za povabilo. Jaz bom pa govorila o projektu RIA, to, kar je bilo že nekajkrat omenjeno. To je projekt Research and Innovation, ki pa je izključno raziskovalen projekt. Naslov projekta je Green Deal Inspired, ne bom vsega brala, Imaging for Safety Profiling of 2D Materials. To pomeni, da smo se ukvarjali z slikanjem oziroma vizualizacijo 2D materialov in pa v ospredju je varnost teh materialov. Jaz prihajam iz biotehniške fakultete in z varnostjo nanomaterialov oziroma iz področja nanotehnologije dejansko prihajam in sem na tem področju aktivna že, bom rekla, več kot 12, skoraj 15 let, in to je bila tudi eden od razlogov, zakaj sem pravzaprav nekako se tudi odločila iti v to koordinatorstvo. To je program iz tako imenovanega četrtega sklopa svežnja Digital Industry and Space. Mogoče bi se malo več tukaj ustavila. Partnerji, ki smo se zbrali skupaj, smo večinoma partnerji, ki smo sodelovali že prej, ki se med sabo zelo dobro poznamo, nekateri, enako bom rekla kot moji predhodniki. S prijavo smo začeli oziroma z idejo smo začeli že pred samim razpisom. In pa potem dokončen konzorcij smo oblikovali takrat, ko je bila tudi ideja dokončno oblikovana. Eno od vodil pri izbiri skupine oziroma partnerjev je seveda bilo to, da smo komplementarni, kot je bilo že prej rečeno, da se tudi sicer dobro razumemo med sabo, da smo dobro sodelovali, da se poznamo tudi ekspertize in pa da smo pokrili vse tisto, kar je bilo nekako zahtevano v samem razpisu. Kot rečeno, začeli smo dosti prej, nekako je prišla ta ideja, da želimo naprej sodelovati. Tisti glavni moment, zakaj sem sprejela to koordinatorstvo, ker bila je manjša skupina in smo razmišljali o tem, kdo bi bil koordinator, je bil mogoče en takšen moment v samem razpisu, in to je bila vizualizacija, ki je eno od mojih področij, in pa na drugi strani 2D materiali, s katerimi sem se že tudi ukvarjala, in v tem razpisu je to dvoje nekako prišlo skupaj. Ena od zelo pomembnih stvari ali pa mogoče sporočil za tiste, ki se odločate ali pa ste se že ali pa se še niste odločili, temo, ki je razpisana na evropskih projektih, gre pač za večino ali pa pretežno za teme, ki so razpisane, zelo jasno definirane. To temo moraš imeti rad, ne, to pomeni, da res jo moraš imeti rad, ne. In potem ti nobena stvar ni težka, nič ni težko potem narediti. Hkrati je pa potrebno vedeti, kljub temu, da smo bili dobri kolegi, bom rekla tudi prijatelji, no, pa so določeni koraki ali pa določene faze projekta, ko ostaneš popolnoma sam, in tega se moraš zavedati, in takrat je zelo koristno, če imaš temo rad. Tudi mi, enako kot so prej kolegi povedali, smo se dobivali enkrat tedensko, potem smo začeli s pisanjem, intenzivnim pisanjem. Problem je seveda ta, da smo vsi zelo obremenjeni ali pa preobremenjeni, tako da ta komunikacija je bila mestoma ali pa v določenih obdobjih dosti zahtevna, in tega se je potrebno zavedati, ne, vsi smo preobremenjeni, to pomeni ne, da nekdo noče česa narediti, ampak enostavno ne more. Pomembno je bilo pa to, da smo neko shemo, ki je mogoče na videz preveč polna, ampak za nas je bila vendarle nekako vodilo. To shemo smo oblikovali zelo, zelo kmalu v začetku pisanja projekta, na kar smo potem določene stvari, pristope samo še pili, ne. V ospredju našega projekta so 2D materiali, grafen je eden od predstavnikov 2D materialov. Ko smo razmišljali o samem materialu, s katerim naj bi se ukvarjali, s to vizualizacijo, je bila izbira grafena v bistvu en tak dvorezen meč. O grafenu se silno veliko ve, obstoja ta velik evropski projekt Grafen Flagship, to pomeni, da s tem imaš nekoliko manjše možnosti, da kaj dodaš, glede na to, da je že toliko financ bilo usmerjenih v grafen. Tako da to je bila ena taka dilema po eni strani, no. Po drugi strani je bila pa naša močna, mogoče plat ta, da smo se pa vsi ali pa se vsi ukvarjamo z vizualizacijo na različnih nivojih, predvsem na nano, mikro nivoju, in smo nekako želeli znanja iz tega področja karakterizacije združiti z 2D materiali. Tukaj pa je bila ena taka, bom rekla, gap, kakor pač rečemo. In naš namen je bil, da oblikujemo neki pristop, mi rečemo pač framework, za neko tako holistično karakterizacijo teh materialov. Na eni strani, da
izvemo čim več o samem materialu in pa seveda, da gremo v to smer varnosti materiale, kolikor se pač da. Vse je to treba potrditi na nekih primerih, tako da smo tudi mi imeli 3 primere in pa nekako doseči nek namen oziroma neko uporabnost tega znanja, teh pristopov, in to je to, da je s tem se pomaga proizvajalcem ali pa uporabnikom teh materialov, da so skladni z zakonodajo in pa seveda, da jih ta ne ovira pri tem, da nov material spravijo na trg. Sama shema projekta je bila sorazmerno preprosta, to se nam je zdelo zelo pomembno, zato ker lažje potem nekako se sledi, se piše, se tudi predstavi recenzentom, tako da smo imeli na eni strani laboratorijsko sintezo, na drugi strani samo sintezo recimo v podjetju, ki se s tem ukvarja, pa testiranja, osrednji del so metode karakterizacije in pa kar precej poudarka je tudi na analizi podatkov, predvsem na tako imenovani verifikaciji slik. Eden od namenov vsega tega je, da gremo v smeri priprave nekih standardnih dokumentov in pa seveda pomembna je tudi ta diseminacija, kakor smo slišali. Enako bom ponovila, kot so rekli moji predhodniki, zelo pomembno je, da pokažeš pot, da pokažeš nadaljevanje poti, ko prestopiš to ciljno črto, da zelo jasno strukturiraš to dogajanje, ker to pomaga tako recenzentom, ocenjevalcem seveda, kot potem tudi nam sami, ker vedno znova se potem sprehajamo po tej poti, gledamo, kje smo. Začeli smo s projektom letos, z letošnjim letom, tako da smo eno slabo leto pravzaprav že skupaj, no, in nam koristi, da vidimo, kje smo, ker vedno vendarle gre za raziskovalno, znanstveno raziskovalno delo, ko ni čisto tako, kot si zamislil, ne, to pomeni, da so nekake vedno neki odmiki. Mogoče samo malo za občutek, s čim se ukvarjamo, torej gre za tako imenovano fizikalno-kemijsko karakterizacijo, torej metode, ki bi bile primerne za 2D nanomateriale, to pomeni materiale, ki so pač v eni dimenziji nano velikosti, grafen oksid in podobno. Ti materiali se vedno bolj pogosto uporabljajo v zelo različnih aplikacijah, zelo različnih, zato ker imajo neke prav posebne lastnosti v smislu prevodnosti, toplotne prevodnosti, električne in tako naprej. In prednost teh materialov je seveda ta, da če jih dodamo v druge materiale, v neke osnove, jih potrebujemo sorazmerno malo. Hkrati so pa to materiali, ki so izjemno reaktivni, to pomeni, da se vedno potem zraven postavi tudi ta varnost teh materialov, ta varnostni vidik, ki pa ga je pravzaprav težko ustrezno opredeliti, zato ker je pač že samim materialom težko delati, to pomeni veliko v smeri artefaktov, v smeri tudi neustreznih interpretacij v literaturi najdemo, ne. Tako da to, kar je bilo nam pomembno, kar nam je ves čas pomembno, je razviti neke metode, ki bodo v nekem smislu intuitivne, to pomeni, da ti vidiš sliko, jo lahko z nečem primerjaš, ne. Tako da to je eno tako vodilo, kaj pravzaprav početi. Imamo potem 3 primere. Namen teh primerov je ta, da okarakteriziramo sam material, ki je v nekem izdelku, predno pride v izdelek in potem, ko pride v sam izdelek. In če se izkaže, da je ta material biološko reaktiven, kot rečemo, ki ima nek potencial, da je nevaren, to pomeni, da ima nek hazard, se vrnemo nazaj k sami proizvodnji z vprašanjem, ali se ga da proizvesti, sintetizirati na nekoliko drugačen način, da bi imel manjšo to biološko reaktivnost, in če se ne da, je to potem pomembno za naprej, za celotni življenjski cikel proizvoda. To je to, kjer mi vidimo nek doprinos, neko novelty v bistvu v našem pristopu, in sicer, da bi razvili metode, ki so sorazmerno enostavne in bi jih bilo mogoče uporabiti v samem proizvodnem postopku, to pomeni takoj na licu mesta, nekaj, kar imaš v roke zapreti, kar je enostavno, kjer ni potrebno, da vzadje razumeš vso znanost, nekaj, kar koristi, kar pokaže takšno drugačno reaktivnost, takšno in drugačno čistost in tako naprej. To pomeni preproste, hitre metode. In če se izkaže, da je material reaktiven ali da kakršnekoli druge lastnosti, ki bi bila zaželena, ne izpolnjuje, se gre potem na malo bolj napredne metode in tako po nekih takih korakih. To pomeni, da ni
potrebno vsak trenutek popolnoma vse drage analize izpeljati, ampak se nekako odvisno od predhodnih rezultatov potem odločam o nadaljnjih korakih, pri čemer je pa pomembno, da se združijo. Zato je ta korelativni pristop, tako fizikalno-kemijske, kot tudi biološke karakteristike tega materiala. Ne bom šla skozi cilje, na teh dveh slikah imam cilje napisane, mi smo poskusili nasloviti vse cilje, čeprav ni bilo to nujno potrebno v samem razpisu. Zelo pomembno je bilo to, kar so že moji predhodniki povedali, tudi to, da daš neke merljive vrednosti, to pomeni, da dejansko poveš, čemu bo ta denar, ki je namenjen za ta projekt, namenjen, kaj bo potem iz tega izšlo. To pomeni dejansko številčno vrednotili, koliko česa, seveda ne moreš natančno vedeti, ampak recimo to toliko in toliko takšnih metod, toliko teh metod, toliko novih recimo protokolov. Sorazmerno poudarjena je tudi ta element in pa uporaba umetne inteligence, zato ker obstoja veliko podatkov v literaturi, ki so dostikrat razpršeni, ki jih je težko povezati, še posebej v tem primeru, ko imamo opravka s slikovnim materialom, zato ker tudi te slike niso dostopne, niso opremljene z vsemi metapodatki, to pomeni, da so dostikrat nekje shranjene ali pa še to ne in so v bistvu izgubljene za ponovno uporabo, tako da pač s temi pristopi skušamo to naslavljati. In pa pomembno je seveda, da pripravljamo neke standardne postopke, ki bi jih delili, ker bistvo je to, da se protokoli delijo tako za druge raziskovalce, kot seveda za uporabnike tega znanja. Kot rečeno že prej, bistvo, čemu mi dejansko prispevamo, je ta safe and sustainable by design, to pomeni, da čim bolj kontrolirana že samo to načrtovanje nekega novega materiala. In v našem primeru je pa posebnost je ravno to, kar pač vidimo na tej strani, torej na levi strani, čim več korakov ali karakteristik slikovno opremiti in potem pripraviti nek atlas. To pomeni nek atlas s slikovnim materialom, ki nekaj pove, ali je takšen material ali je drugačen, kako pravzaprav to izgleda, ker si predstavljamo, da bo na ta način uporaba tega znanja mogoče bolj enostavna kot v primeru, tako kot imamo zdaj, ko operiramo s številkami, z nekim zahtevnim modeliranjem, z nekimi izrazoslovjem, ki ga recimo uporabnik, ki se mora hitro odločiti, kaj in kako bo ravnal, pravzaprav ne more razumeti oziroma ne more do tega dostopati. To pomeni, takšen atlas je naš končni cilj. In pa seveda, da s tem prispevamo k kemikalijam, ki bi bile bolj trajnostne in pa materialom in pa nova znanja, kako s temi kemikalijami ravnati. Torej vemo, da gremo s tem zelenim dogovorom v smeri čim manj kemikalij, čim manj strupenih kemikalij, hkrati pa vemo, da brez kemikalij ne moremo in brez novih materialov tudi ne, in zato je potrebno čim več znanja, čim več o tem vedeti in to pravzaprav naslavljamo v tem projektu Accords. Zdaj pa ne vem, kako je z minutami, koliko imam še jaz kaj na voljo. Mogoče bi samo, če jaz odgovorila na nekaj vprašanj, ki jih običajno dobim ob kakih predstavitvah, koliko imam še minutko, 2? Ja, tako. Ja. Tudi v našem primeru mi nismo imeli zunanje pisarne za pisanje, popolnoma ničesar, zato ker smo zelo na začetku kmalu v enem pogovoru dobili koristen namig, da takoj, ko imaš neko zunanjo pisarno, se to iz prijave vidi, ker je preveč stvari preveč generičnih. Potem nič ne bi drugače naredili, kakor smo naredili. Včasih tudi vprašajo kolegi, kaj je bilo mogoče najtežje ali pa pri komunikaciji, ali pa recimo drugi prijavitelji se včasih obrnejo k nam za kakšen nasvet. Komunikacija v skupini konzorciju je nekaj, kar je zelo zahtevnega. V vsakem primeru je potrebno sorazmerno kmalu razdeliti finance in nikoli ne veš, kako kmalu. Takoj na začetku, predno se začne delati, ne v sredini, to pomeni, ta finančni del je pravzaprav nekaj, kar je, bom rekla, zelo zahtevno. Ja, in kot rečeno, to, kar počneš, moraš imeti ciljno rad, zato ker boš na trenutke ostal popolnoma sam in takrat je to zelo koristno, da veš, da to delaš zato, ker imaš stvar rad.
To je bila moja prva prijava na RIA, prej sem poskusila na nekem drugem razpisu evropskem, neuspešno, ampak se pri vsakem razpisu, tako kot so predhodniki rekli, izjemno veliko naučiš, tako da ja, vse bi še enkrat ponovila, pa če bi bilo treba 3-krat, 4-krat ali pa kolikor bi pač bilo. To je pravzaprav naš posel, ne, pač smo v znanosti in to je to, kar počnemo. Najlepša hvala za pozornost. Ja, najlepša hvala vam za predstavitev. Imamo vprašanja za vas, tako da kar lahko začnemo z vprašanji. Ali mora potencialni koordinator prijave aktivno spremljati evropske politike in druge sorodne projekte na svojem raziskovalnem področju? Ja, absolutno, ja, moraš jih poznati, ne samo, da jih spremljaš, ampak mi smo sodelovali tudi v drugih projektih, v resnici jih tudi sooblikuješ, ne, in zdaj kot koordinatorji smo dostikrat vabljeni tudi na kakšne razprave, ne. Ne popolnoma vsega, ampak tiste, ki so iz tega področja, moraš pa zelo, zelo dobro poznati, zelo, zelo dobro, ja. In še eno vprašanje, kaj je večji izziv? Koordiniranje raziskovalnega dela ali upravljanje projekta v smislu dajanja deliverable in finančnega vodenja projekta? Glede na to, da sem znanstvenica, je absolutno želja, izziv in tisto, kar počnemo znanstveno delo, ampak vedno je tako, da ne moreš početi samo tisto, kar si želiš, sodi zraven tudi nekaj, kar je pač kakor je oddajanje deliverable in tako naprej, ampak tudi to pravzaprav ni tako slabo, ker na ta način spremljaš, na ta način te časovnica prisili, da se v določene stvari poglobiš, ko se mogoče ne bi. Tako da, in zaenkrat bom rekla, to ni pretežko, tudi sami smo pisali, sami koordiniramo, upam, da bo to šlo. Hvala.